Zdaj pa prehajamo v zaključni del z eno temo, ki bo nekoliko daljša. Na prejšnjem simpoziju namreč smo se hoteli pogovarjati tudi nekaj o liofilizaciji, pa je takrat bilo nekaj tehničnih težav. Gospa Tjaša Starčič, ki se ukvarja z liofilizacijo tudi drugih živil, je takrat imela ene tehnične težave, in ker ste me potem toliko spraševali o tej liofilizaciji, smo rekli, da vsekakor moramo pa to zdaj uvrstiti na ta simpozij. Tako da bojo trije predavatelji to temo obdelali, tako da bo malo širše predstavljena. Na začetku pa prosim gospod Jašo, da nam predstavi svoje čisto praktične izkušnje in na hitro, na kratko opiše liofilizacijo, potem pa bomo nadaljevali. Tako da hvala. Tjaša, prosim za vašo predstavitev. Ja, se slišimo? Se slišimo, ja. Najprej en lep, srčen, sončen pozdrav iz štajerskega konca, natančneje z morja, z veliko začetnico, namreč to je en manjši kraj pri Mariboru. Moram povedati, da imam izredno tremo, namreč počaščena sem, da predavam s tako eminentnimi predavatelji, strokovnjaki na svojih področjih. Namreč moja izobrazba, moj študij, moje raziskovanje v mladosti je bilo daleč od tega, s čimer se bom danes, kar vam bom danes predstavila. Tudi ta moja predstavitev bo poljudna, izkustvena. Za mano sta dva predavatelja, ki bosta bolj podkrepila strokovnega in znanstvenega vidika. Lansko leto, ko sem obiskovala šolanje za apiteravtko, sem se predstavila s to tematiko torej sem imela en referat in takrat je izklila želja oziroma, da bi ta referat oziroma, da bi se za to tematiko predstavila tudi na simpoziju. Z postopkom sem se srečala 4 leta nazaj, ko me življenje skratka peljalo čisto na drugo pot. Posadila sem več kot 200 sadik aroni in prvo leto, ko so ti sadeži bili zreli in sem jih pobirala, še nisem točno vedela, na kakšen način bom jih obdelala oziroma ne obdelala, da bodo obdržali učinkovine, kot bi bili sveži. Tako me je ta pot raziskovanja, probavanja različnih metod in načinov pripeljala do postopka liofilizacije. Liofilizacija, na kratko jo lahko opišemo kot sušenje z globokim zamrzovanjem, s katero iz živil odstranimo vodo. Praktično med 98 in 99% vode odstranimo s tem postopkom iz živila. Zgodovina liofilizacije oziroma tega postopka, njeni začetki segajo v farmacijo, medicino, biologijo, seveda dandanes pa jo lahko najdemo tudi na vseh drugih področjih, lahko liofiliziramo praktično vsa živila. Postopek je izredno počasen, porabi tudi do 3-krat več energije kot neko konvencionalno klasično sušenje. Postopek poteka pa takole: kuhano ali sveže živilo najprej globoko na hitro zamrznemo, torej na -40 stopinj Celzija. Nato sledi v komori, v aparatu ustvarjanje vakuuma, kjer je to živilo. Živilo je nato segrevano z največ 25 stopinjami in v komori se ustvari ta pretok tega segrevanega zraka. Zaradi podtlaka, ki nastaja v tej komori, se nato led, ki je v živilu, spremeni v vodno paro in izhlapi iz živila, ne da bi se pri tem spremenil v vodo, kar je izredno pomembno, in se dejansko naloži na stene liofilizatorja. Ko je postopek zaključen, je takšno živilo praktično brez vode, je hrustljavo, primerno za takojšnje uživanje oziroma skladiščenje. Liofilizator je poln ledu, se naredi postopek odtajevanja liofilizatorja.
Postopek je lahko različno dolg, odvisno od živila. To pomeni, lahko traja od 24 ur pa tudi do 72 ur. Moja izkušnja za primerjavo, celi sadeži aronija. Aronija ima zelo debel in močan ovoj, olub, in jo je izredno težko liofilizirati. Tale črpalka izredno težko vleče vodo iz tega sadeža, iz tega ploda, zato postopek aronije traja tudi do 72 ur. Za primerjavo, na primer jabolka, če je narezana, pa enostavno je tudi med 24 in 30 urami tak postopek zaključen. Prednosti tako liofiliziranega živila oziroma obdelanega živila je veliko. Tukaj sem jih jaz sicer nekaj nanizala, bi pa mogoče svojo izkušnjo povedala, da si enostavno ne znam predstavljati, kako bi na drug način obdelala tako veliko količino plodov, ki jih pač imam, ki mi jih prinesajo sadike aronij, in da bi te lahko hranila tako dolgo, kot jih dejansko ta postopek omogoča. Liofilizirana živila so tudi lažja kot zmrznjena, enostavno so za shranjevanje, in tako da prednosti iz tega naslova je kar veliko. Uporaba liofiliziranih živil je zelo široka. Lahko jih uporabljamo kot prigrizek, direktno iz neke embalaže, lahko si jih zmešamo v smutije, jogurte, lahko se uporabljajo v slaščičarstvu kot dekoracija, lahko jih uporabljamo tudi kot barvila. Namreč primer, vsi poznamo kano kot naravno barvilo za lase, in če kani dodamo, ne vem, liofiliziran prah aronije, bo dejansko ta spremenila barvo bolj na temno rdečo in bo primerna za naravno barvanje las. Zakaj še lahko uporabljamo te liofilizirane proizvode? Tudi pohodniki, alpinisti, za njih je primerno zaradi tega, ker so dejansko lahki, lahko se primerno spakirajo in potem so tudi enostavni za pripravo. V nadaljevanju bomo pa tudi videli, da lahko liofiliziramo tudi določene čebelje pridelke. Izpostavila bi dve osnovni razliki med sušenim in liofiliziranim živilom, in sicer pri navadnem sušenju je živilo odvzeto le 90 in 95% vode, pri liofiliziranem je tega med 98 in 99%, tako da to živilo je zagotovo skoraj praktično brez vode. Tudi pri segrevanju je velika razlika, namreč pri konvencionalnem sušenju se segreva živilo do 40 stopinj, pri liofiliziranem največ do 25 stopinj, kar se pa tiče obstojnosti, pa zagotovo liofilizirano živilo zagotovo dalj časa obstojno. Pri liofilizaciji čebeljih pridelkov bi se dotaknila cvetnega prahu, matičnega mlečka, apilarnila in pa medu. O propolisu nimam izkušnje, tudi je nisem nikjer zasledila, niti nisem poskusila, tako da, ampak glede na znanje, ki sem ga pač v zadnjih 2 letih na to tematiko osvojila, bi celo rekla, da je propolis zagotovo primernejši uporaba kot tinktura na vodni ali pač na alkoholni osnovi, kot pa da bi ga liofilizirali. Svež cvetni prah vsebuje veliko vode, to vemo, med 20 in 30% vode, zato ga ni primerno skladiščiti oziroma imeti na sobni temperaturi, potrebno ga imeti v zmrzovalniku. Zaradi tega se je liofilizacija izkazala kot izredno primeren postopek za shranjevanje in tudi daljšo obstojnost cvetnega prahu. Samo odzamemo vodo, kot takega ga tudi jaz sem že liofilizirala, ga tudi uporabljam. To je pač primer, lahko ga imamo potem v neki posodici, ki je dejansko v kuhinji in ne rabi biti v zmrzovalniku.
Uporablja se enako, kot se uporablja svež ali zamrznjen. Primerno je celo, da ga zmeljamo, zaradi tega, da izgubi, oziroma da se ta močna celulozna ovojnica, ki jo ima cvetni prah, da jo razbijemo, da jo damo v prah in potem ga zmešamo z jogurtom, smutijem ali pa z neko tekočino, da se lažje absorbira potem v organizmu. Matični mleček je zelo občutljiv, vsebuje 70% vlage. Vemo, da ga moramo v 48 urah, ko ga beremo iz spanja, ga moramo skladiščiti čim prej, ker se potem začne izgubljati na kakovosti. Iz tega, to pomeni iz literature, ki sem jo našla, iz tega, kaj smo poskusili, se dejansko bi bilo ugotovljeno, da je liofilizacija primeren postopek za shranjevanje matičnega mlečka. S postopkom odvzamemo vodo in ga tako ohrani svojo biološko aktivnost še 2 leti. Uporabljamo ga tako, da ga stresemo pod jezik, se raztopi z slino in se potem dejansko absorbira neposredno v kri. Takšen primer, to je primer liofiliziranega matičnega mlečka, ki smo ga naredili lansko leto na tečaju za apiteravte in kot vidite, v bistvu nastane prah in ga na tak način tudi potem lahko uživamo kot prah. Liofiliziran apilarnil. O liofiliziranem apilarnilu sem izredno malo našla zapisanega v literaturi oziroma na spletu. Na podlagi najdenega oziroma opisanega bi pa lahko ocenila, da tako kot pri matičnem mlečku ohrani svojo neko biološko aktivnost 2 leti, kar pa bomo dejansko videli tudi v nadaljevanju, ko bosta moja dva sogovornika bolj strokovnega znanstvenega vidika povedala, kaj to pomeni, na kakšen način ohranijo te stvari svoje učinkovine. Liofiliziran apilarnil se uporablja tako v kapsulah ali vmešan v kremni med. To je tudi primer, ki je bil narejen pri nas v Mariboru, to je zamrznjen apilarnil, ki se potem dal v liofilizator in je nastal in smo iz njega dejansko dobili prah. O propolisu sem že tako povedala, da se mi zdi, da je primernejša uporaba kot tinktura na vodni ali alkoholni osnovi. Kar se pa tiče liofiliziranja medu, pa bi rekla takole, lansko leto, če bi predavala na to temo na simpoziju, bi vam rekla, da se medu ne da zliofilizirati. Tudi iz literature ni razvidno, da bi se dalo, prav tako tudi, ko sem jaz kupovala stroj, je bilo na vodilih napisano, da se med ne da zliofilizirati, zato ker vsebuje preveliko sladkorja. Ampak dejansko, tudi sama sem poskusila, to pomeni 3-krat sem poskusila, pa enostavno žal neuspešno. Sem pa v zadnjem mesecu dobila podatek, torej od gospoda Pušnika, tudi te slikice mi je posredoval, da so dejansko po nekih poskusih enostavno naredili oziroma zliofilizirali med. Tukaj vidite na krožničku, dejansko je malo grobi, tu se dokaj v prahu in spakiran v vrečkice. Tako da potem se treba še raziskovati, to pomeni, da se da. Za zaključek, glede na povedano, raziskano, bi lahko jaz samo še tukaj dodala, da je liofilizacija vse pogosteje uporabljena za shranjevanje v bistvu vseh živil in ne samo občutljivih, ker je ta postopek sicer dražji, ampak je absolutno zelo tudi praktičen, če imaš takšno živilo potem za shranjevanje. Shranjevanje čebeljih pridelkov pa je še v razvoju, kar dejansko tudi sedaj ugotavljamo, vidimo, da se dejansko iz meseca v mesec tudi mi odkrivamo neka nova spoznanja in se potem na njih učimo naprej. Tako da hvala lepa za pozornost, predajam besedo naprej mojima sogovornikom oziroma, ki bosta moja to predstavitev še nadgradila. Vam pa, če ima kdo kakšno vprašanje, z veseljem odgovorim. Hvala.